Dobrodošli v oddaji Tema tedna. V tokratni temi bomo govorili o projektu Terra Gotica Incognita, ki se je uradno pričel 1. septembra in bo trajal do 22. februarja 2027. Vodi ga občina Kastav iz Hrvaške, mestna občina Koper pa v njem nastopa kot vodilni partner za komunikacijo, zato so tudi v Kopru gostili novinarsko konferenco, kjer so sodelujoči partnerji projekt podrobneje predstavili. Poglejmo. Projekt Terra Gotica Incognita se osredotoča na izzive, kot so neobnovljena, premalo zaščitena in nezadostno vrednotena srednjeveška dediščina, nepoučenost lokalnega prebivalstva o pomenu kulture v gospodarskem razvoju, pomanjkanje skupne strategije v razvoju turizma in neenakosti v kakovosti in storitvah na čezmejnem območju pri ponujanju turističnih storitev. Glavni cilj je ohranjanje kulturne dediščine in razvoj čezmejne kulturno-turistične destinacije in ozaveščanje lokalnega prebivalstva o njenem pomenu in potencialu za gospodarski napredek. Lepo pozdravljeni, veseli me, da smo se srečali na prvem delovnem sestanku ravno v Kopru. Projekt, s katerim želimo doseči, da se bodo naše občanke in občani zavedali pomena kulturne dediščine, ki jo imamo v mestu oziroma v celotni občini. Na območju mestne občine Koper imamo tako 200 objektov registrirane nepremične kulturne dediščine. Samo v mestnem jedru je 98 spomenikov lokalnega pomena in en spomenik nacionalnega pomena. Seveda pa dediščina ni izkazana samo v historičnem grajenem okolju. Partnerje projekta povezuje pa tudi skupna nesnovna dediščina. Da smo bili povezani že v srednjem veku, izkazujejo tudi poslikave Janeza iz Kastva, ki so danes ohranjene in občudovane v celotni Istri. In ravno ta projekt bo odstiral tančice preteklosti in razkrival dragulje, ki so sooblikovali krono srednjeveške likovne umetnosti v našem prostoru. Kulturna dediščina ima pomembno vlogo v naši skupnosti na več ravneh, od zgodovinskega, kulturnega, gospodarskega in turističnega vidika do izobraževalnega pomena za vse prebivalce. V vseh svojih oblikah pa je izjemen pomemben gradnik identitete, zato skrb zanjo je ena izmed najpomembnejših nalog lokalne skupnosti. Veseli me, da s projektom Terra Gotica Incognita bomo vlili še nekaj več življenja v tem našem skupnem prostoru, tako da vsem želim dobro izpeljavo projekta in še veliko obiskov po celotni Istri. Hvala lepa. Projektu poleg občine Kastav iz Hrvaške, ki je vodilni partner, in mestne občine Koper, ki je vodilni partner v komunikaciji, sodeluje tudi Koprski pokrajinski muzej, Regionalni razvojni center Koper, Povijesni pomorski muzej Istre i Udruga hrvatskih putničkih agencija. Namen projekta je, da bi se prebivalci v obmejnih območjih Hrvaške in Slovenije bolj zavedali pomena kulturne dediščine. V nadaljevanju sledijo predstavitve aktivnosti sodelujočih partnerjev. Ono što je cilj grada Kastva u ovom projektu je zapravo stvoriti tu destinaciju održivog turizma kao svojevrsnu alternativu masovnom turizmu koji je zapravo prisutan na ovom našem području. Smatramo da je ovo područje koje obuhvaća Slovensko primorje, Hrvatsko primorje i Istru iznimno bogato kulturnom baštinom i zapravo uvjereni smo da se na tim resursima može stvoriti jedna vrsta održivog turizma, a u sklopu ovog projekta ćemo to raditi na temu gotike, odnosno tog jednog povijesnog razdoblja koje je bilo iznimno plodno na ovim područjima, tako da nama je glavni cilj, dakle, kako bismo to postigli, napraviti, urediti jedan dio naše kulturne baštine. To je jedna stara kula u koju ćemo smjestiti interpretacijski centar. Taj centar će biti povezan, dakle, virtualno sa svim ostalim lokacijama, pa tako i sa gradom Koprom. I zapravo eto, na taj način onda i fizički, ali i simbolički nekako povezati ovo cijelo područje. Osim toga, želimo isto povezati građane Kopra i Kastva kao dva grada koja sudjeluju u ovom projektu i smislili smo niz aktivnosti koje će to i omogućiti. Mestna občina Koper bo sodelovala pri večini projektnih aktivnosti, je, kot ste že slišali, vodilni partner za komunikacijo, tudi med drugim. Sicer pa glavne aktivnosti, ki jih bomo izvedli v mestni občini Koper, zagotovo največja
predstavitev iz sklopa projekta bo stalna razstava v mestnem stolpu v Zvoniku, ki bo ena velika dodana prednost tako za sam stolp, kot seveda tudi za sam turizem, kajti v stolpu, ki je bil letos prenovljen, se pravi sredstvi Ministrstva za kulturo, bomo naredili sedaj nadgradnjo in sicer interaktivno razstavo, ki bo govorila o zgodovini Kopra, Koper 1500 in sicer, se pravi, prve omembe Kopra pa vse tja do danes. Seveda, posebno mesto v tej razstavi bo zagotovo tudi našla urni mehanizem in pa najstarejši zvon, ki se nahaja v Zvoniku. Pripravili bomo tudi turistični produkt o mestnem jedru Kopra, ki smo ga nekako z delovnim naslovom poimenovali Zgodovinska pustolovščina v Kopru. To bo tak interaktivni produkt, ki bo namenjen obiskovalcem in pa seveda tudi domačinom, kajti verjamem, da bo marsikdo spoznal kaj novega, se pravi, in bo govoril o kulturni dediščini, ki jo pač naše mesto skriva in bo na tak zanimiv način tudi s pomočjo raznih poučnih zgodb, mitev in legend prikazan obiskovalcem. Za najmlajše bomo poskrbeli raziskovanje po mestu s slikanico za otroke, ki bo ilustracije bodo prikazovane znamenitosti Kopra, opremljena pa bo tudi z interaktivnimi elementi, kot so QR kode, se pravi, bojo starši se lahko podali na potep in raziskovanje po Kopru s to slikanico, ki pa bo potem nekako služila tudi kot pripomoček, da bodo lahko videli tisto pravlično zgodbo tudi z realno kulturno dediščino v samem mestu. Obudili bomo med drugim tudi četrtne fešte, ki so že nekoč bile po Kopru, se pravi z namenom seveda, da nekako obudimo to zanimivo praznovanje, ki so jih nekoč imela četrtne fešte, s tem, da tudi malce bolj izpostavimo prebivalcem, ki tu živijo, se pravi, da organiziramo neka druženja v sproščenem vzdušju. V tistem obdobju, ko bo ta četrtna fešta v določeni četrti fešti, bo tudi poskrbljeno za vodenje po tem območju. Skratka, verjamemo, da bo zanimivo tako za domačine, kot tudi seveda za kakšne obiskovalce, saj bodo na ta način se lahko med sabo tudi spoznali in pač podružili. Tudi za preostali del mesta bomo poskrbeli tudi z programi tako za občane kot obiskovalce, in sicer organizirali bomo vodenja po mestnem jedru, se pravi po Kopra, tako da bomo lahko poskrbeli tudi za malce bolj poglobljeno poučevanje o naši dragoceni kulturni dediščini. Toliko na kratko. Spoštovani vsi prisotni, spoštovani partnerji, lepo pozdravljeni tudi v imenu Pokrajinskega muzeja Koper, kjer smo zelo veseli, da lahko sodelujemo v tem projektu. V zadnjem času smo določene stvari prenavljali v Kopru, v glavni palači in po ostalih zbirkah, ki so znotraj mestne občine Koper. V tem projektu pa smo uspešno, upam, da bomo uspešno prenovili grad Prem, za katerega skrbimo od leta 2009, to se pravi zadnjih 15 let. So tam postavljene stalne zbirke, odgovorna kustosinja skrbi za te zbirke in v sklopu projekta bi želeli skozi 4 glavne aktivnosti
prenoviti v prvi meri stalne zbirke, katere se bodo nanašale na obdobje srednjega veka. Želimo predstaviti zgodovino ne samo grada Krema, ampak širše regije, prikazati pomembnost tudi drugih gradov in dvorcev iz okolice in tako obiskovalcem omogočiti širši vpogled v bogato zgodovino dediščine tega območja. V sklopu prenove stalne zbirke bomo tudi pripravili grajsko pot, kjer želimo obiskovalce skozi celoten grad popeljati in jih seznaniti z njegovimi ključnimi zgodovinskimi, arhitekturnimi, kulturnimi znamenitostmi. Sedaj grad nima nobenega vodnika in zato načrtujemo izdajo vodnika, tako po gradu, kakor po stalni razstavi. In vodnik bo obiskovalce vodil skozi grad, tudi samostojno, da si ga bodo lahko pogledali in izvedeli več. Zelo zanimivo se nam zdi in pomembno, da z organizacijo srednjeveških dnevov privabimo čim več ljudi na grad, ki bodo tudi za čas projekta in ko bo grad zaprt, lahko si ogledali določene aktivnosti in bodo pač v sklopu srednjeveških dnevov imeli priložnost doživeti srednjeveško vzdušje z različnimi delavnicami, srednjeveško glasbo, hrano in drugimi animacijami. Tako da sodelovanju tudi z občino Ilirska Bistrica, katera je lastnica gradu Krem. Mislim, da bomo tudi z ostalimi partnerji speljali in prenovili grad, tako kot si pač želimo in zamišljamo. Hvala vsem za današnjo možnost predstavitve. Povijesni Pomorski muzej Istre iz Pule sudjeluje na ovom projektu s obzirom da se radi o temi zidnog slikarstva, a naš muzej ima odjel koji se upravo bavi prezentacijom i zaštitom istarskih fresaka. Naš udio u ovom projektu je svakako istraživački dio koji će se odnositi na Kastavsku slikarsku školu. Nakon toga ćemo obaviti i niz radionica, predstavljanja, jedan znanstveni simpozij koji će se predstaviti rezultati tih istraživanja. Jako nam je važan dio i skeniranje u 3D tehnici crkava sa najvažnijim freskama kako bi se zapravo uključili u našu već postojeću online bazu koja predstavlja istarsku baštinu, Patrimonio Culturale Istriano. I nakon toga zapravo kao nekakav finalni rezultat cijelog ovog projekta bit će predstavljena velika izložba o Kastavskoj slikarskoj školi koja će se otvoriti u Puli u galeriji Sveta srca i naravno kao popratnu publikaciju objavit ćemo jednu veliku monografiju upravo o slikarstvu Vincenta i Ivana iz Kastva. Prihajam iz razvojnega centra, kjer ravno te dni praznujemo 30-letnico našega delovanja. In prav tako nismo primarno s področja kulturne dediščine, ampak v okolju delujemo kot regionalna agencija za spodbujanje podjetniškega in gospodarskega razvoja naše regije. Prav tako kot Hrvaško združenje potovalnih agencij bo naše delo s poudarkom na povezovanju. V okviru projekta Terra Gotica Incognita bomo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem izvedli pripravo načrta upravljanja zgodovinskih znamenitosti znotraj čezmejne destinacije. Organizirali bomo svetovalne delavnice z interesnimi skupinami, deležniki, kot izhodišče za pripravo akcijskega načrta in načrta upravljanja. Tretje bomo pripravili akcijski načrt kulturno-turistične destinacije Terra Gotica. Organizirali bomo predstavitve nove turistične destinacije
relevantnim deležnikom ter kako naj promovirajo novo turistično destinacijo. In izvedli bomo organizacijo študijskega potovanja. Veselimo se prav tako sodelovanja z partnerji. Razlog zašto smo se uključili u ovaj projekt u principu je bio izazov prije svega. S obzirom da udruga zadnjih 15 godina je zaista uspješno bila uključena ili kao vodeći partner ili kao partner u provođenju niza europskih projekata. Provodili smo jedan već prekogranični projekt u ovom Interregu Hrvatska-Slovenija i nekako imali smo jako lijepa iskustva i u principu ta prekogranična suradnja nam je bila jako zanimljiva i iznjedrila je pozitivne rezultate. Kad su nam se obratile kolege iz Kastva, upravo ta ideja da će se razvijati nekako nova prekogranična destinacija turistička bila je izazov prije svega za nas kao udrugu, jer dugi niz godina uspješno surađujemo zaista baš na spajanju tog javnog i privatnog sektora. Tako da je naša uloga u ovom projektu će znači primarno biti to povezivanje. Jedna od prvih naših aktivnosti će znači biti konzultativne radionice sa dionicima u regiji gdje ćemo pokušati zaista uz njihovu pomoć resursnu osnovu identificirati. Zaista to nam je bitno da bude uključeno što više raznih dionika, od malih obrtnika, javne uprave, javnog sektora, privatnog sektora, jer će nam to biti onda osnova za razvoj strateškog dokumenta koji će biti, rekla bih ja, i krovni dokument možda ovdje našeg projekta, strategija kulturno-turističkog razvoja nove prekogranične turističke destinacije Terra Gotica Incognita. Znači tu ćemo mi biti, vodeća je naša uloga u tome. Surađivat ćemo sa svim kolegama naravno. Sama strategija će iznjedriti i prijedloge nekih turističkih aranžmana, vodeći se naravno mišlju da zaista ono što je nekako naša misija, da stremimo i da svoje napore ulažemo u razvoj održivog turizma prije svega i društveno odgovornog poslovanja. Tako da će to biti misao vodilje ove strategije, da zaista u bogatu kulturnu i resursnu osnovu koju imamo na ovom području, da je zaista u turističke svrhe nekako posložimo, imajući prije svega na umu to društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj turizma. Ja mislim da je to bitno ne samo za ovu regiju, nego općenito za razvoj turizma i Hrvatske i Slovenije. Osim te strategije, bit ćemo zaduženi za izradu marketinškog plana, promocije te nove destinacije i promotivnih proizvoda i nekakvih materijala koji će pratiti sam projekt. Od promocijskih aktivnosti imat ćemo znači promociju, odnosno pripremu i objavu stručnih članaka o samom projektu, o provedbi ovog projektnih aktivnosti u našim člancima, u našim publikacijama, ali isto tako i specijaliziranim časopisima i publikacijama. Bićemo zaduženi i za video promociju samog projekta, tako da će biti snimljena i 2 video spota koji će, vjerujem, na pravi način promovirati naš projekt i naše rezultate. To je u principu, to su glavni naglasci. Što se tiče naših aktivnosti, naravno, bit ćemo uključeni u provedbu svih ostalih aktivnosti. Evo, iskreno se veselimo i vjerujemo da ćemo imati još i za sebe nakon 2,5 godine jedan jako uspješan projekt. Projektni partneri menijo, da bo prav sodelovanje med različnimi deležniki omogočilo oblikovanje prepoznavne čezmejne kulturno-turistične destinacije, ki bo prinesla izboljšave na gospodarskem področju regije. Skupna vrednost projekta znaša več kot 2,4 milijona evrov, od tega skoraj 1,95 milijona evrov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.